Ocenjujemo, da je ta kriminalistična preiskava glede na predstavljene izsledke v svojem načinu storitve edinstven in drugačen od ostalih. Storilci so v celotni zadevi sistematično organizirali celotne sklope kaznivih dejanj, v določenem delu tudi s sodelovanjem delodajalcev in delavcev. To je zagotovo težilo tako zaznavo kaznivih dejanj, kot tudi kasnejšo kriminalistično preiskavo. Prav tako je bilo ugotovito celovito dvojno vodenje dokumentacije za delavce, in sicer je bila ena dokumentacija prirejena za potrebe morebitnega nadzora pristojnih organov, hkrati pa ročno vodena tudi za vse zaposlene delavce strani storilcev. Vsa ta dokumentacija je bila tudi zasežena in zavarovana na hišnih preiskavah in je na podlagi pregleda bil ugotovljeno, da odraža dejansko stanje poslovanja. Slednjega, brez sistematičnega in strokovnega dela vseh preiskovalcev v konkretnem primeru ne bi bilo mogoče odkriti. V uspešni preiskavi je zagotovo pripomoglo tudi zelo dobro sodelovanje z drugimi pristojnimi organi in institucijami ter sodelovanje s pristojnim državnim tožilstvom, ki je usmerjalo predkazenski postopek. V kriminalistični preiskavi v Novem mestu so bila ugotovljena tudi specifična kazniva dejanja povezana s problematiko združevanja družin tujcev. Ta problematika pa se navezuje tako na različne zakonodaje in posledično na različne pristojnosti državnih organov in institucij. Storilci so na tem področju uporabljali različno prirejeno in ponarejeno dokumentacijo, seveda pa vse v sodelovanju torej delodajalcev in delavcev, s čimer je bilo oteženo odkrivanje strani pristojnih oseb, nadzornih organov in institucij v konkretnih primerih. O vseh ugotovitvah so bili seznanjeni pristojni organi, ki so v določenem delu sami zaznali ta kazniva dejanja in tudi naznanili, prijavili. Sicer so sodelovali tudi pri odkrivanju in preiskovanju. V vseh ugotovitvah v konkretnem primeru so bile s kazensko ovadbo obveščena pristojna državna tožilstva, ki so usmerjala predkazenski postopek. Izpostavim lahko, da je v enem izmed zaključenih predstavljenih sklopov zadev primerov že bila izrečena sodba v višini 8 let zapora, kjer je osumljeni sklenil sporazum za priznanje krivde, za očitana kazniva dejanja oškodovanja upnikov, kršitev temeljnih pravic delavcev, ponareditev linčenja poslovnih listin ter overitev lažne vsebine. Na policiji ugotavljamo, da so izvrševanje teh specifičnih kaznivih dejanj zelo dobro organizirana, sistematično izvedena, pogosto povezana s tujino. Storilci pa z manipuliranjem finančnega, dokumentarnega in blagovnega toka zakrivajo sledi in s tem onemogočajo organom nadzora ugotavljanje teh nepravilnosti in seveda posledično tudi ugotavljanje kaznivih dejanj. Kriminalistične preiskave na tem področju so vedno bolj obsežne, kompleksne, strokovno zahtevne, pa tudi dolgotrajne, še posebej v primerih, ko so zadeve povezane s tujino. V konkretnih primerih oškodovanj upnikov lahko izpostavimo, da so bili največkrat oškodovane pravne osebe, torej podjetja, banke, v določenem delu pa seveda tudi Finančna uprava Republike Slovenije, s čimer je bil oškodovan tudi proračun Republike Slovenije. Prednostni nalogi slovenske policije na področju odkrivanja in preiskovanja gospodarske kriminalitete je preiskovanje težjih oblik gospodarskih kaznivih dejanj, pri katerih nastaja največja materialna škoda ali velika protipravna premoženjska korist, ter varovanje finančnih interesov Republike Slovenije in Evropske unije. Med ta kazniva dejanja lahko uvrstimo tudi primere predstavljene iz kriminalistične preiskave v Novem mestu. V policiji z namenom učinkovitejšega dela dajemo velik poudarek tudi usposabljanju, v katere vključujemo zunanje strokovnjake, druge organe in tudi pristojna tožilstva. Poseben poudarek dajemo tudi medresorskemu sodelovanju med policijo, pristojnim organi in tožilstvom, kar se pa še posebej dobro kaže tudi v obliki preiskav, torej specializiranih preiskovalnih skupinah, kot je bilo tudi v primeru v Novem mestu. Za primerjavo nekaj statističnih podatkov od 2015 za področje gospodarske kriminalitete, slovenska policija je v obdobju od 2015 do 2020 obravnavala več kot 55.000 kaznivih dejanj za skupno materialno škodo preko 2 milijardi evrov. Med kaznivimi dejanji, ki smo jih danes predstavljali, je bilo na primer v tem istem obdobju obravnavano 209 kaznivih dejanj oškodovanj upnikov za materialno škodo preko 109 milijonov evrov, 12.600 in več kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev za materialno škodo preko 48 milijonov evrov, več kot 3.000 ponareditev ali uničenja poslovnih listin, več kot 2.200
kaznivih dejanj ureditev lažnih vsebin in v istem obdobju tudi 605 kaznivih dejanj davčnih zatajitev z materialno škodo preko 113 milijonov evrov. Med temi bi izpostavil, da so v zadnjem obdobju v porastu zaznana in tudi v zvezi s tem izvedeni predkazenski postopki ter podane ovadbe v porastu kazniva dejanja davčnih zatajitev. Izpostavim še lahko, da so za ta kazniva dejanja odgovorna tako pravne osebe kot fizične osebe. Pravne osebe odgovarjajo na podlagi zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. Slovenska policija bo tudi v prihodnje v okviru pristojnosti in ob sodelovanju z vsemi pristojnimi organi temu področju kaznivih dejanj posvečala posebno pozornost in v primeru zaznanih razlogov za sum izvedla tudi celovite kriminalistične preiskave.